Dober večer. V velikem političnem spektaklu danes pričenjamo prvo od treh osrednjih zasavskih soočenj županskih kandidatov. Pozdravljeni gostje v dvorani. Lep večer vsem našim gledalcem pred televizijskimi in računalniškimi ekrani. Prav poseben pozdrav pa seveda našim štirim županskim kandidatom. SLS Slavko Jelševar, gospod Bojan Simončič NSI, Matjaž Švagan Zagorje gre naprej in Željko Železnik SD. Kako se počutite, dragi kandidati? Bo v redu? Super. Torej, vsi štirje ste bili že pred 4 leti kandidati za župane. Prav tako ste vsi štirje že 4 leta močno vpeti v delo občine. 3 kot občinski svetniki in 1 kot aktualni župan. Začeli bomo tako, vsakemu bomo podarili minuto in pol, da pove svoje razvojne načrte za naslednje 4 leta. Začeli bomo kar z gospodom Željkom Železnikom. Dober večer vsem, hvala za povabilo. Naš program nekako je pisan po meri ljudi, tako ga nekako tudi promoviramo, predstavljamo. Nekaj idej je prišlo predvsem strani občank in občanov, poskušali smo jih vključiti, kolikor se je le dalo. Vemo, da vse želje so težko uresničljive, predvsem si pa želimo večje neposredne demokracije in ena izmed oziroma temeljna točka našega programa je uvedba participatornega proračuna v naslednjih 4 letih. Najlepša hvala. Nadaljujemo gospod Matjaž Švagan. Ja, hvala lepa. Lep pozdrav mojim protikandidatom, pozdrav vsem prisotnim in gledalkam in gledalcem. Posebno pozdrav pa aktualni župani in nekaterim kandidatom sosednjih občin za župana in pa pozdrav moji ženi, ki stoji ob strani. Kar se tiče našega programa Stranke Zagorje gre naprej, vsekakor nova glasbena šola z baletnim prostorom za prostore regionalnega agencije za razvoj, upravne stavbe SVEA, ki dobiva vsebino, to, kar sem uvodoma poudaril, vključno salonom SVEA, pričenjamo z izgradnjo Okrogerjeve šole, za okrog investicijo 5 milijonov evrov, gre za novo telovadnico, kot sem rekel, in pa za učilnice. Predvsem pa nadaljujemo s projekti, ki smo jih zaključili v teh dneh, to je tako imenovani, kot ga v teh dneh najbolj izpostavljajo, most ljubezni, ampak to je rudarski most, kjer dajemo tribunam novo vsebino, želimo vzpostaviti ta del, kjer je bil po naše Purfel magazin naših rodovov in dati novo vsebino, povezati oba dva rova na tem področju in dati naši preteklosti, nekatere smo ponosni, svojo mesto v Zagorski dolini. Najlepša hvala. Še gospod Bojan Simončič. Ja, dober večer. Jaz bom svoje videnje strnil kar v 11 opornih točk in jih bom kar naštel. Prva točka je večja kakovost bivanja z zmanjševanjem škodljivih emisij v zrak, potem zelo pereča druga točka, medijske toplice, javno kopališče, tretja točka povečanje turistične prepoznavnosti in razvijanje individualnega turizma, potem tudi pereča kolesarska pot, ki je obljubljena in še kakšen dodaten športni adrenalinski park, ki bo poživil tudi letno sezono, potem izgradnja čistilne naprave za odplake na izlakah, 6. točka ustrezna gospodarska klima in 7. točka privlačno bivalno okolje, graditev neprofitnih stanovanj za mlade družine in za nas Zagorjane in ostale obiskovalce Zagorja ureditev stoječega prometa. Potem 9. točka, ki se nanaša na celo površino občine, je enakomernejši razvoj in ureditev vasi. Potem 10. točka je pa boljša komunikacija med občino in občani.
narediti delovanje občine transparentno. In 11. točka je pa nekako povezovanje občin v regijo in s tem doseži tudi nekako večji vpliv na Evropsko unijo in Bruselj. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Gospod Slavko Jelševar, še vaša minuta in pol. Hvala lepa za besedo. Tudi v mojem imenu lep pozdrav vsem prisotnim in vsem, ki nas danes gledajo na tem našem soočenju. Ja, Slovenska ljudska stranka si je pripravila kar zelo obširen program, ki bi lahko bil res aktualen za naslednje 4 leta. Jasno, da glede na to, da sem gospodarstvenik, mi je prva in osnovna naloga spodbujanje gospodarstva v občini. Tukaj vem, da mislim, da se da mnogo narediti in bi bilo potrebno absolutno imeti to osnovno prioriteto na gospodarstvo. Naslednja stvar je jasno, da je tudi turizem. V občini Zagorje je potrebno nujno štartati z turizmom, kajti, bom rekel, dolga leta govorimo, ampak enkrat moramo začeti s tem tudi naprej štartati. Imamo tudi zelo ambiciozen projekt samozadostnost električne energije, katerega lahko tudi kasneje pojasnim bolj podrobno, ampak mislim, da je to en takšen projekt, ki ga Slovenija še ni imela, pa bi ga lahko v Zagorju zelo dobro izkoristili in, bom rekel, obelodanili. Jasno, da poleg vsega tega ne smemo pozabiti tudi na naše okolje, na našo kmetijska področja, kjer smo se Slovenska ljudska stranka vedno zauzemala za podeželje, enakomeren razvoj. Na podeželje smo kar malo pozabili, ampak jaz mislim, da bo tukaj mogli predvsem z našim kolegom Francem Bogovičem, ki po Sloveniji zelo dobro propagira že pametne vasi in bi mogli priti z to idejo in s to vizijo tudi na podeželje. Hvala. Hvala tudi vam. Torej, začeli smo uvodne minute, kjer so županski kandidati se v dobri minuti in pol lahko predstavili oziroma predstavili vizijo naslednjih 4 let. Začeli pa bomo z gospodarstvom. In sicer v Zagorju je število družb glede na občini Litija in Trbovlje, ki sta po številu prebivalcev primerljivi, precej manjše. V letu 2017 je bilo v Zagorju po podatkih AJPES-a 252 družb, za primerjavo v Trbovljah 374 in v Litiji 300. Gospod Jelševar, vi izhajate iz gospodarstva. Zakaj menite, da je temu tako? Ja, prva zgodba mislim, da je o tem, da nimamo zadostno število res teh obrtnih con, ki bi lahko, pa da ne bom rekel, da jih nimamo dost velike, dost urejene te obrtne cone, ki bi lahko privabile tuje investitorje, ali pa tudi naše domače, da bi gradili, da bi se v Zagorju razširila tudi kakšna druga industrija. Pred leti smo imeli zelo veliko tega interesov, ampak žal nismo imeli zadosti velikih obrtnih con. Torej, po vašem je obrtna cona selo premajhna in preslabo opremljena? Absolutno premajhna. Jaz imam idejo, vem, kje bi bila dost velika, zadost velika obrtna cona, kjer bi lahko dejansko tudi večje investitorje privabili v Zagorje in to se mi zdi, da je osnovna stvar, da v Zagorju zaživi. Kje pa je to? To pa, če bom župan, bom uredil. Gospod Željko Železnik, tudi vi delate v gospodarstvu. Kakšno pa je vaše videnje manjšega števila družb v Zagorju, kot recimo, kot sem omenila, v primerljivih Litiji in Trbovljah? Zdaj, če bi pogledali recimo Trbovlje in Litijo, bi tudi tam videli, da nekih večjih gospodarskih družb ni. To so lokalci, ki delujejo v svojem okolju. Jaz verjamem, da lahko občina poskrbi s tem, da omogoča infrastrukturo, s tem se strinjam s kolegom Jelševarjem, da jih oprosti nekih dajatev, plačevanja prispevkov, da jih privabi, da smo boljši mogoče od sosednjih. Je pa res, in to sem poudaril že tudi v preteklosti, da imamo en velik tak minus, in sicer oddaljenost od avtoceste. In tle, pripeljati se v našo občino je izguba 15 minut. Torej, kaj je konkretna rešitev?
Ja, se veste, avtoceste do sem ne bomo imeli, tako da jo ni. Če bo pa lahko, seveda je pa treba spodbujati neke mlade, perspektivne kadre. Zelo dobra zadeva je, ki jo lahko občina uvede, in to je štipendiranje oziroma štipendiranje, kar pomeni, da če potem neko podjetje zaposli tega štipendista oziroma dobi človeka, ki ga štipendira, se izobražuje in ga potem tudi, če ta oseba želi, zaposli. Se pravi, neke neposredne štipendije lahko občina uvede. Ampak vse štipendije že so, tako kadrovske za deficitarne poklice in podobno, ne samo občinske, tudi strani države oziroma evropskih skladov. Drži, ampak ravno to je bistvo, ni neka splošna zadeva, ampak namenjena razvoju podjetništva v Zagorju. Ne da mi štipendiramo kader, ki pa potem gre. Sej tudi danes pogovarjamo, beg možganov v tujino in tako naprej. Se s tem v končni fazi ni nič narobe, če se ti možgani potem vrnejo, ampak vse prevečkrat se naredi, da pač odidejo, si tam ustvarijo družino in normalno tam ostanejo. Zdaj, a smo privlačni za razvoj gospodarstva nekega velikega? Iskreno povedan, niti ne vem, če si jaz osebno sam to želim. Imamo kot za gospodarstvo priložnost tudi razvoj nekih ekokmetij, turizma, ki je tudi del gospodarstva. Tudi o tem bomo še kasneje, ja. Pa mogoče aktualni župan Matjaž Švagan, kako vi odgovarjate na manjše število družb, sicer Zagorje ima enega največjih zaposlovalcev v Zasavju in širše, 1200 ljudi je zaposlenih na Izlakah. Kako oziroma kaj vpliva na to, da je toliko manj družb v Zagorju? Ja, vsekakor je to splošni položaj v celotnem slovenskem področju. Kar se tiče občine Zagorje ob Savi, je največji problem, da obstoječe družbe ne najdejo več ljudi za delati, ampak to je tema, ki bi bila mogla biti vse slovenska. Tudi to bomo še odprli danes. Drugače pa brezposelnost je 7,9%, v Sloveniji je 8%. Mi smo zagotovili obrtno cono Selo, pridobili investicijo, mi lahko ustvarjamo pogoje. Družba Termit je dobila tudi nepovratna sredstva, kjer smo pomagali, ustvarjamo pogoje. Seveda pa, ko družba pride, mora tudi priti v okolje, kjer bo jasno povedala, kako bo delala in da tudi sosede, ki tam živijo, živijo v prepričanju, da je zdrava proizvodnja. In v tem konceptu bomo tudi nadaljevali. Imamo tudi obrtno cono, kjer je predvidena neposredno v bližini Siporeksa, kjer je potrebno tudi še mnogo vlaganja, da to uredimo. Seveda je pa najpomembnejše, da je občina zagotavlja tudi vrtce, da ima možnost vsak vpisa v predšolsko vzgojo. Skratka, da so pogoji tukaj dobri. In če pogledamo danes, je Zagorjanov 500 več, kot je žal Trboveljčanov. Malce manj kot 500, ampak ja. Pa ostaniva pri Termitu. Govorice so, da Termit sploh ne pride v Zagorje. Kako je s tem? Govori se marsikaj. Termit je še vedno potencialni kandidat, da pride v občino Zagorje ob Savi. Jaz kot župan postavljam na prvo mesto naravo človeka in kdorkoli v tistem okolju biva, tisti, ki prihajajo v Zagorje, mi ne bomo padli na kolena, ampak morajo jasno povedati, kaj bo v Zagorju počel in da ljudje so točno prepričani, kaj počnejo. Mi smo pogoje ustvarili, sedaj je pa Termit tisti, da ljudem pove, da bo pripeljal neposredno čisto proizvodno. Imamo pa varianto B, koliko Termit ne bo prišel, iščemo že nove investitorje. Največji problem, ker smo imeli pogovor z Zavodom za zaposlovanje, da nimajo ljudi, ki bi delali tudi v takšni proizvodnji. Navezali ste se že na moje naslednje vprašanje in sicer velikokrat slišimo, kako bi moral župan priskrbeti nova delovna mesta. Po drugi strani pa že obstoječa podjetja in obrtniki tarnajo, da ljudi, ki bi delali, ne dobijo. Pa mogoče gospod Simončič, glede na to, da ste želeli že prej odgovoriti, kar nadaljujte. Leta, jaz bi se navezal na tisto prejšnje vprašanje. Zagorjani znamo in zmoremo. Nam ni potrebno iskati nekih investitorjev iz daljnih dežel. Mi znamo sami. Samo treba je narediti okolje prijazno za delo. Imamo veliko dobro šolanih kadrov, ki se vozijo nekam ven, v Ljubljano, v center. Te bi lahko za ustreznimi
bi rekel, idejami oziroma kakšne pa so te? Bodimo danes konkretni. Kakšne so te ideje, ustrezni ukrepi, da bi mlade privabili, da ostanejo v Zagorju? Oziroma, da delajo v Zagorju? Glede na to, da smo zdaj industrija 3.0, informacijska doba, internetna podjetja in tako naprej, ne potrebujemo neke velike infrastrukture, potrebujemo pa dobro informacijsko povezavo, naprimer optični internet, ki ga nažalost v gospodinstvih nimamo, imajo ga večje podjetja oziroma upravne enote, ampak v gospodinstva pa to še ni prišlo. Prav, optični kabel je ena tistih stvari, ki bi lahko rešila. Bi lahko rešila. Potem druga stvar, glede na to, da geografsko smo nekako v teh ozkih dolinah, jaz bi spodbujal malo podjetništvo, obrtništvo, podporo veliki industriji. Kako bi spodbujali? Bodimo konkretni, prosim. Lejte, jaz nisem investicijska banka. V tujini narediš poslovni načrt in greš na banko in te potem po tem poslovnem načrtu od točke do točke držijo, ko dobiš denar in spremljajo. Ampak vi kandidirate danes za župana. Torej, kaj je v moči župana, da lahko ohrani te investicije oziroma jih omogoči? Ustrezna klima. Pač župan je tudi vezan na davčno politiko države in tukaj kakega velikega vpliva nima. Se strinjamo verjetno vsi štirje. Pa nadaljujemo. Torej, moje vprašanje je bilo, kako najti ustrezne ljudi za zaposlovalce. Gospod Jelševar, vi sami imate podjetje, verjetno se z istimi težavami soočate, tudi gospod župan je že v tem prej načel temo. Podjetja so, celo iščejo, tudi danes sem dobila neke informacije, ETI je zadnjič direktor povedal, da iščejo, ampak da še vedno ne dobijo določenih kadrov, konstantno iščejo. Mogoče kar gospod Jelševar. Ja, tako bom rekel, tako ste že povedala, sem podjetnik in moram reči iskreno, da nimam težav z ljudmi. Jaz imam dnevno ljudi, ki iščejo pri meni informacije, če se lahko zaposlijo, imam non-stop prošnje pa tako naprej. S tem absolutno nimam težav. Ja, so na nekatere kadrovske zadeve, ali pa bom rekel specifične, strokovni poklici, s katerimi je potrebno sam izobraževati kadre pa tako naprej, ampak sam zaradi zaposlovanja nimam težav. Jaz moram povedati, da v lanskem letu smo zaposlili več kot 15 ljudi, pa ETI tudi najverjetneje še več, okrog 100, pa niso imeli težav. To se reče, dati jim je potrebno pravilno obrazložitev, pravilno klimo in tudi jasno, da osebni dohodek. Ljudje hodijo v službo zato, da zaslužijo. In kjer vidijo, da je osebni dohodek dober in da je varnost podjetja oziroma da so ljudje varni v podjetju, tam zaenkrat ni težav z zaposlenimi. Ampak pred 4 leti na soočenjih ste govorili, da imate težave pri zaposlovanju in sicer, da imate težave, ali ne upate si zaposliti delavcev, da je težava strani Zavoda za zaposlovanje, da je potem poseben proces, ali tega človeka potrebuješ ali ne, a ga je treba dati stran ali ne, tako da mogoče se naveževa še na to. Malo smo se že tudi tam to navadili, da znamo pravilno sodelovati tudi z Zavodom za zaposlovanje in tako naprej, da te kadre tudi nam oni pravilno usmerjajo. Bom rekel, smo se pa tudi že odločili, da sodelujemo z šolami, z Trbovsko srednjo šolo, z Celjsko višjo šolo, z fakultetami in na tej osnovi pridobivamo kadre tiste, ko rabimo. Dolgoročen, mislim, treba je načrtovati dolgoročno s kadri, drugače kadro ni, ne. Ok, hvala. Bomo nadaljevali z brezposelnostjo in sicer v Zagorju je bilo v septembru 571 ljudi brezposelnih. Največ je teh, ki so dolgotrajno brezposelni. Gospod Simončič, v programu stranke se lotevate tudi problema visoke stopnje brezposelnih mladih in tistih nad 55 let. Kako bi kot župan reševali to problematiko? Torej ne na nacionalnem nivoju, ampak kot župan. Kaj lahko storite? Ja, vzpodbujal bi oziroma, tako bom rekel, vzpodbujal bi, da se čim več teh ljudi, ponavadi so to res tisti težko zaposljivi, oziroma ljudje, bom kar pošteno rekel, ki niso nikoli kaj veliko delali in tudi ni za iskanje službe, tisti, ki se trudijo, službo danes dobijo. Sicer je res, da je veliko služb tudi zelo slabo plačanih oziroma je samo za par mesecev,
kar je pa zopet potem velika ovira, rečemo za mlade, ker ne moš najeti nobenega kredita, niti nič, pač si nekako prekarc, delaš malo tukaj, malo tam, ampak nekako socialne stabilnosti pa nimaš, ne, ampak da se nekako preživeti. Je pa to problem, ker te ljudje, ki so težko zaposljivi, pač padajo v določene stiske, socialne, takšne druge in to za samo družbo ni dobro, ne. Ampak kot župan, kako lahko pomagate v tem primeru? Zopet nič, obstojajo programi, ki nekako spodbujajo teh zaposlitvih, pisanju prošenj in tako naprej. Kot župan je pa zopet to, vezani smo na zakonodajo, potrebno je pač narediti ustrezno klimo v gospodarstvu, da čim več ljudi zaposlijo, ampak kot veste, tukaj prevlada ekonomija. Torej, pa gremo na temo, kjer župan ima vpliv, in sicer Ceros. Po več kot polmilijonski izgubi je Ceros dobil svet Cerosa, ki bo sestavljen iz županov. Ti pa bodo sami odločali o cenah in tudi o drugih odločitvah. Kdo po vašem bo pokril dolg, ki je nastal, in na kakšen način? Gospod Železnik, pa začniva tokrat midva. Ja, to je bilo tudi moje vprašanje na zadnji seji občinskega sveta, direktorju komunale. Predvsem me je presenetilo to dejstvo, glede na to, da smo vsako leto poslušali direktorja Cerosa, ki je prihajal na sejo občinskega sveta in je bilo vse v redu. Ceros ima nadzorni odbor, Ceros ima skupščino, pardon, Ceros odgovarja občinam, ki so bile ustanoviteljice oziroma ki so ga financirale, in vsa ta leta nihče ni zaznal detektiral tega problema. Čigava je sedaj odgovornost? Sedaj bomo dobili pa 500 000 evrov visok račun, ki ga bo potrebno plačati. Govoril sem z določenimi ljudmi, ki so mi povedali, zakaj je prišlo do tega problema, ampak posledico pa imamo. In moje vprašanje v bistvu tudi zdaj županu je, čigava je sedaj odgovornost, in najverjetneje bomo ta račun plačali krajani oziroma občani. Ampak, če boste župan vi, dajmo predvidevati, da vsi štirje imate to možnost, da postanete čez slab mesec župan. Tako. Ceros mora poiskati nove vire financiranja, se pravi preko pridobitne dejavnosti. Vemo, da en izmed glavnih problemov, zakaj se cena dvigovala v preteklosti, je bil RDF. Vseslovenski problem sicer. Tako, vseslovenski problem, ki je bila, ne vem, cena na tono je bila predtem 30 evrov, sedaj je preko 100. Vozimo odpadke v tujino sežigati, kar pomeni, da se stroški dvigujejo, poleg tega smo pa odvisni od nekoga. In ta nekdo nam lahko izstavlja račun po mili volji in mi ga bomo mogli plačevati. Ampak to je zdaj državni problem, ker mi sežigalnico v Sloveniji nimamo in nihče je ne želi imeti na svojem pragu. Imamo, v Celju imamo. Ampak je premalo za vse. Zdaj, vem, da bo tole zelo taka boleča tema, kar bom zdaj izpostavil, ampak mi imamo v bližini dva objekta, ki mirujeta, ki ne delujeta, in z ustreznimi filtri bi lahko bila tudi sežigalnica, eden izmed njih. Vem, da Zagorje se v preteklosti borilo proti temu, da sežigalnice tukaj ne bi bilo, ampak tako kot je pri termitu, je lahko tudi sežigalnica, če deluje tako kot mora, če spoštuje okoljske standarde, v katerem koli okolju. Drugače niti Avstrijci na pragu Dunaja ne bi imeli, ko vedno izpostavljamo Dunaj kot nek vzorčen primer. Kar se tiče pa vašega vprašanja, teh 500 000 evrov, vkolikor Ceros ne bo povečal svoje pridobitne dejavnosti in dobil dodatnih prihodkov, bomo ta račun na koncu plačali vsi. Torej, občani občin ustanoviteljic. Gospod Švagan, tokrat pozivam tudi vas, zgodba Cerosa. Vi ste trenutno v svetu Cerosa, oziroma če boste še naprej župan, boste tudi. Kako oziroma kdo bo pokril dolg in reševal Ceros? Kar se tiče samih podatkov, vsi občinski sveti so bili seznanjeni s pozitivnim znanjem oziroma poslovanjem Cerosa. Vemo, da je odlaganje odpadkov, kar se tiče RDF-a v Sloveniji, splošen problem, ker se zdaj rešuje z interventnim zakonom. Tona je bila prej 90 evrov, vse se vozi ali pa se je vozilo na Kitajsko, kjer je bilo 5 koncesionarjev. Dokler Kitajska ni zaprla trg. Potem so zaprli trg, vse je ostalo na dvoriščih tudi Cerosa v tem danem primeru. Na Dunaju pa je cena 150 evrov,
ker vozi Ljubljana, pri nas imamo to na lagerju, seveda pa ta izguba, ki je nastala, že nosi breme občinski proračun, sigurno bo manjši priliv v proračun okrog 500 tisoč evrov samo iz naslova občinskega proračuna občine Zagorje ob Savi, kar bi lahko namenili za investicije, ampak za pokrivanje tega dolga, da ne obremenjujemo s položnicam ljudi, ampak smo nekaj morali manj narediti in bomo morali tudi v prihodnje. Torej na račun investicij, ne toliko na račun občanov direktno. Seveda bojo pa morali, tako kot je rekel sam minister, tisti, ki bo ustvarjal odpadke, bo moral tudi več plačati. Socialna je občina Zagorje, socialno naravnana in smo že iz proračuna namenili v 2019 oziroma 2020 okrog 500 tisoč evrov in takrat, ko smo zvedeli za ta primer, lahko rečem, da smo najbolj že županjo Trbovlj šla v akcijo, da se stvari razčistijo, da končno zvemo podatek, kakšen je minus Ceroza. Torej boste terjali odgovornost po končani reviziji? Vsekakor, odgovornost je že bila storjena z našim dejanjem, da novo vodstvo v prvi plan da realizacijo oziroma v kakšnem stanju Ceroz sploh je. Moramo pa vedeti, da Ceroz je v Hrastniku, da je to breme za okolje, za ljudi, da je potrebna določena renta za te ljudi in tudi gre za hvala županu Jeriču, da je takšen projekt izpeljal. Predstavljate se, da bi to bilo v Zagorju, sam osebno pa gospodu Željku odgovarjam, da bom vedno proti sežigalnici, kljub temu, da sta obe zgodbi v Trbovljah, da tega v Zasavju ne bo. Ko pa so govorili v sežigalnici, sem pa rekel, postavite takšno kot na Dunaju, so pa rekli, Matjaž, tako bogati pa nismo. Hvala. Hvala, nadaljujemo naprej. V zadnjih letih, gospod Jelševar, izvolite, na hitro, pa gremo potem naprej. Samo kratka replika. Ja, ne morem biti tiho, ker dejansko sem bil vse skozi kot občinski svetnik zelo kritičen o delu tega Cerosa in prejšnjega vodstva. Žal sem bil neslišan izmed ostalih občinskih svetnikov, pa karkoli naj rečejo. Bil sem skoraj zmeraj edini, ki sem bil proti delovanju, pa proti takemu ravnanju, ko je Ceros v danem trenutku imel. Hvala Bogu, da imamo sedaj novo vodstvo, katero upam, da bo drugače delovalo, da bo imelo neko vizijo, da bo resno vedelo kam in tudi, da bo iskalo najugodnejše ponudnike ali izvajalce za vse storitve, ki jih Ceros mora delati. To se do sedanje vodstvo enostavno ni zmenilo, kljub temu, da sem jaz opozarjal, enostavno ni. Bi pa tako rekel, odgovornost. Nobene odgovornosti ni. Direktor je odstopil, pa gremo naprej, vlak gre dalje. To ni za mene odgovornost. Hvala. Dobro, še dve repliki, zelo na kratko, te dve repliki, potem pa nadaljujemo z naslednjim vprašanjem. Gospod Simončič, potem pa gospod Železnik. Jaz bi samo to dodal, da je treba tudi na stran potrošnika pogledati oziroma ponudnikov embalaže. Ne bi težili zero waste odpadkom. To se pravi embalaža, ki se da neškodljivo reciklirati, s tem marsikaj odpade. Druga stvar je pa, smeti so velik posel in jaz se bojim, da se tole pelje nekam v neke privatne vode, kar pomeni, da potem ne bomo imeli nobenega vpliva na ceno in bo cena takšna, kot je, ali živite v smeteh. To je lepo vidno v Italiji. Hvala. Ok, gospod Železnik, še na hitro. V bistvu imam samo pod vprašanje za gospoda župana, ker ne vem, če sem prvo razumel, in sicer to izgubo, ki jo je pri delu Ceros, ne bi pokrila občina. Sem to prav razumel? Ker recimo občina ima že zdaj težave z investicijskim delom, ki znaša samo 24% proračuna. In vkolikor bomo namenili še dodatnih 500 tisoč evrov, to je nekje 4% proračuna, še za to, bomo imeli še večje težave z izvajanjem določenih popravil cest in tako naprej. Manj investicijskega denarja. Tako. Čisto preprosto. In jaz mislim, da ne more več občina biti nek rešitelj Ceroza na ta način. Sej je lepo reči, ne boste občani plačevali položnice, zato ker bo to občina plačevala, ampak kako dolgo še, to smo že naredili enkrat, pa bomo še enkrat.
Dobro, zaključujemo na tej točki s Cerozom, z odpadki, gremo naprej, če ne bomo šli zdaj trenutno naprej. Gremo na investicije pravzaprav. In sicer v zadnjih letih se je veliko vlagalo v center mesta, kar nekateri občani tudi potarnajo. Razlog tiči predvsem v tem, da so evropski in državni razpisi terjali ureditve mestnih jeder. Ampak urediti je treba tudi podeželje. Gospod Švagan, pogosto prav vam očitajo to urejanje centra mesta, medtem ko na podeželje menda pozabljate. Povejte. Ja, kritika je popolnoma upravičena, če niso znani podatki. Občina Zagorje je najbolj uspešna pri pridobivanju evropskih sredstev, ker so strogo namenska sredstva. Mi smo v tem mandatu na 15. mestu med 212 občinami po pridobitvi sredstev. V tem mandatu smo uredili kolektor v Zagorju in pa v Kisovcu s čistilno napravo, mestno jedro, muzej v Kisovcu. Znana je zgodba, da je bil razpis v letu 2014-2013, ko je tista občina, ki je oddala na bencinski črpalki prva projekte. Mi smo čakali dobesedno 2 dni na črpalki, da smo v prvi minuti oddali 2 projekta, dobili mestno jedro, muzej, sedaj je bilo pa potrebno poleg 3 milijonov dodati še delež občine v višini več kot 1 milijon evrov in to smo izkoristili. Seveda, tukaj so namenska sredstva, ki jih ne moreš preusmerjati v obrobne krajevne skupnosti. Vemo, da je lokalna cestna infrastruktura slaba. Samo podatek, občina Zagorje je prispevala za proračunsko luknjo zaradi povprečnine v občini Zagorje ob Savi v 2 mandatih 12 milijonov evrov oziroma 1,5 milijona evrov dobimo manj na leto iz naslova povprečnine, kar je tudi znano, da je moj sodelavec Rudi Medved kandidiral ravno zato, da poveča povprečnino in to je tisto. Torej se nam obetajo boljši časi oziroma občinam? Upamo, da in jaz sem prepričan, da Rudi Medved bo vse od sebe dal, da stori za vse občine v Sloveniji. Kot sem pa rekel, očitki so upravičeni, kdor ne pozna, ampak jaz kot pa župan želim ta sredstva od Evrope pridobiti in potem smo znani in priznani kot najuspešnejši in ne moramo pa, kot ponavljam se, to preusmerjati v obrobne krajevne skupnosti, ker so pač razpisi takšni, kot so. Dobro, torej več cest pa pomeni tudi več prometa tudi pomeni več PM10 delcev, torej problem je tudi ekološki. Gospod Simončič, bom izvala kar vas, kako rešiti zgodbo s PM10 delci oziroma kako izboljšati zrak v Zagorju? Lejte, moja prva oporna točka je tukaj večja kakovost bivanja. Zdaj se bom obrnil pač na te ploščadi. V Zagorju je veliko teh tlakovanih površin, ki niso najbolj izrabljene. Druga stvar je, te velike površine zbirajo sončno energijo, toploto, ki jo tudi potem čez noč oddajajo, to pomeni, da se mestno jedro dodatno segreva in je v poletnih časih bistveno višja temperatura. Pod ploščadjo v mestnem jedru bi lahko naredili parkirno hišo in tako naprej. Kar se pa tiče podeželja... Izboljšanje zraka je bilo vprašanje. Kako izboljšati zrak v Zagorju? Izboljšanje zraka, glede na to, kolikor imam jaz informacij, je največji vir onesnaženja promet. To se pravi, treba je narediti obvoznico čez samo mesto, kar je bilo že nekaj projektov, še iz 80-ih let. Ampak bodimo mogoče realni, za naslednja 4 leta se osredotočimo. Občinski proračuni so pač takšni, kot so. Za naslednja 4 leta lahko pa vključimo prostovoljne gasilce, da bodo močili cesto, da se ne bo kadilo in potem vsa tale individualna kurišča nekako priklopiti na toploto, na drugačen energent. Pač na druge energente, kot je plin, pa daljinsko ogrevanje in tako naprej, oziroma za individualne hiše toplotne črpalke, ampak glede na to, da smo tukaj že kar družba starejših ljudi in večina nas nima nekako visokih prihodkov, jaz mislim, da se bo še kar v nadaljevanju ukurilo in bi bilo treba ljudi bolj poučiti, kako naj okurijo na trda goriva. Ok, gospod Jelševar, vmes ste prikimavali, sklepam, da imate tudi repliko.
Ne repliko, ampak rad bi pa poudaril jasno, da vsi vemo, da je Zagorje na zelo, zelo nezavidljivem skoraj zadnjem mestu v Sloveniji po tej absorpciji po PM10 delcih in da je to ena zelo, zelo akutna situacija, katero bo treba takoj pristopiti k reševanju. Tu vidim nekaj rešitev, jasno, da je, ampak to niso čez noč. Konkretno? Rešitve so naslednje. Sigurno je treba iti v daljinsko ogrevanje kompletnih teh površin, ki so, ali pa naselij, ki so možne, ki so zraven kotlarne in tako dalje, da se tukaj kurišča ukinejo, spodbujati sigurno na druge vire kurenja, čeprav ali pa na kvalitetnejše te kurilne naprave. Naslednja stvar je sigurno ta, da je promet. Čez Zagorje teče promet. Kako zmanjšati promet? Ja, tukaj sem pa že jaz dal tudi v našo vizijo. Mi bomo spodbujali in sigurno to idejo, da bi izdelala občina Trbovlje predor na Prebold in bi se promet sigurno prepolovil ali pa še pričetvoril in bi s tem sigurno zmanjšali, jaz sem prepričan, na četrtino PM10 delcev v Zagorju. Bomo podpirali občino Trbovlje, da čim prej zgradijo predor. Torej, Zagorjani so za predora, ne? Pa nadaljujemo, gospod Železnik, še vi, potem pa nadaljujemo. Pa še gospod Švagan, potem pa res nadaljujemo. Mogoče, če ta prvo odgovorim, ampak na hitro, prosim. Kako? Ja. Prosim, na hitro. Mogoče najprej, če se navežem na PM10, se strinjam, kar je povedal kolega Jelševar. Rešitev zagotovo, če hočemo zmanjšati promet, je priključitev na avtocesto Trbovelj. Korošci so nam lahko za zgled, kako dejansko promovirajo to tretjo razvojno os. Potem so spodbujanje in pa informiranje občanov za koriščenje subvencij. Vemo, da največji problem so neka individualna korišča na trda goriva. Če pa mogoče grem na prejšnjo vprašanje, ki je bilo povezano z razvojem krajevnih skupnosti. Dajmo ostati kar pri vprašanjih, ki so, če ne se bomo ves čas nazaj vračali. Zmanjšanje PM10 v občini. Torej, promet z tunelom Prebold. Gospod Švagan, še vi? Ja, podatki so še vedno alarmantni, ampak sam sem osebno zadovoljen, kajti lahko govorimo o 100 dneh manj prašnih delcev nad kritično mejo. Izborili smo se, da 50% kot območje Zasavja dobivamo od ekosklada za prehod iz trdih goriv na toplotne črpalke ali druge energente sprejemljive v okolju. Seveda pa je pomembno, da je občina prva bila v Sloveniji, ki da še okrog 1300 evrov še dodatnih sredstev in s tem spodbujamo, da individualna korišča očistimo, ker so tudi velik problem. Seveda je promet, tudi mi podpiramo vsi v Zasavju tunel proti Preboldu, seveda pa predvsem osveščanje ljudi, da se tudi socialna struktura ljudi izboljša po finančni plati in seveda s tem tudi kurjenje, ki ne bi bolj koristilo našemu ozračju. Pa nadaljujemo še z ekologijo in sicer hidroelektrarna na srednji Savi. Gospod Švagan, tokrat bomo začeli z vami. Nasprotniki gradnje pravijo, da bi hidroelektrarne uničili vodni ekosistem, da so umetni jezovi proizvajalci toplogrednih plinov in metana ter da jezovi povzročajo zmanjšanje kisika v sami vodi. Kaj pa je vaše mnenje o tem oslabitvi vodnega ekosistema Save? Ja, biti proti vsem, kot so nekateri prišli tudi na termit in bili proti termitu z neupravičenimi argumenti in s tem postavili vprašanje investicije v Zagorju. Seveda, hidroelektrarne niso rešitev za Zasavje v razvojnem smislu. Je pa potrebno, da Slovenija sledi obnovljivim virom, tem procentu, ki ga zavezuje tudi Evropska direktiva. Ni pa to v moje prioriteti, da bi ravno z izgradnjo hidroelektrarn pohiteli. Potrebno je nujno, da se upoštevajo vsi argumenti in pa zahteve lokalnih skupnosti, da se prvo uredijo tudi obstoječi vodotoki, ostala infrastruktura, seveda pa takšen
poseg v Savo vsekakor negativno vpliva na vprašanje, ki ste mi ga postavili, ampak od nečesa bo potrebno živeti in pa tudi se razvijati na tem področju. Ni pa to nam glavna točka pri našem nadaljnjem delu. Še vedno je Zagorje na prvem mestu in pa moji ljudje. Dobro, bi še kdo želel na tej točki kaj dodati? Gospod Simončič. Lejte, električne energije je trenutno in še za naprej dovolj. Bral sem, da kupujemo poceni električno energijo iz vetrnih elektrarn iz Zahodne Evrope. Soteska Save pa ne ostane takšna, kot je. Torej ste proti gradnji? Proti gradnji ne ostane za namce, da bodo videli, da smo znali energijo tudi nekako na drug način pridobiti in to ne ostane ekosistem takšen, kot je. Sava je zanimiva za turiste in kot taka je atrakcija. Gospod Jelševar bo nadaljeval na tej točki. Hvala. Ja, jaz imam malo drugačno mnenje. Jaz mislim, da elektrarna na Savi je nujno potrebna. Gledamo pa rečemo, da je to atrakcija pa za turiste. Več turistov imajo sigurno od Radeč naprej, kot jih imamo pa mi. To se reče, oni so izredno lepo naredili okolico, izredno lepo uredili skozi dol do Krškega in jaz mislim, da ni noben ekosistem porušen. Bom pa tako rekel, vsaka zadeva, ki se začne govoriti, ki se začne o njej razpravljati, se najdejo nasprotniki. Nasprotniki so bili tako za vetrne elektrarne, tako za elektrarne fotovoltaike, tako za vse, v glavnem se najdejo nasprotniki, ki najdejo neko škodljivost v zadevi. 100% neškodljiva ni nobena zadeva. Zato jaz mislim, da elektrarna more biti. Vemo, da elektrika bo čez dalje bolj potrebna, čez dalje več. Naj se zgodi vsaj 25% avtomobilov na električni pogon. Bomo videli potem, kako in kje bomo uvažali in za kakšne denarje bomo uvažali. Mi moramo biti lastno zadostni z električno energijo, drugače ne bomo preživeli. In mi imamo pa tudi v Zagorju en kar dober plan, to sem že hotel povedati, kjer bi lahko ratalo Zagorje tudi eno izmed prvih samozadostno z električno energijo. Sam ta plan bom povedal, ko bom župan. Ok, dogovorjeno. Gospod Železnik, na obisk iz tujine k vam pride prijatelj. Kam? Na obisk iz tujine k vam pride prijatelj. Rad bi si ogledal Zagorje, sicer turistični ogled. Kam ga boste peljali? Čemšeniška planina zagotovo. Potem po rudarski učni poti, zato da bi si pogledal našo preteklost oziroma iz česa so naši dedje izhajali. Tako, zdaj Zasavja, tudi recimo vaša vprašanja oziroma vaše konkurence na spletu so bila predvsem kaj, komu pokazati v naših revirjih. In ker sem bral komentarje tudi ostalih kandidatov za župane po ostalih občinah, predvsem izpostavljajo naše hribe. In naši hribi so res čudoviti, od Kuma do Mrzlice, do Čemšeniške planine in tako naprej. In mislim, da tudi na temu bi vredno bilo graditi naprej. Samo želela sem. Gospod Simončič, tudi k vam pride na obisk prijatelj. Kam ga boste pa vi peljali? Jaz moram reči, da imamo pri nas doma ogromno prijateljev, mislim ne prijateljev, poslovnih obiskov. Zdaj enega prijatelja oziroma enega, ki bi si rad ogledal te Zasavje, Zasavska Sveta Gora, zelo lepa cerkev je gor, potem pa v gostilno v Podkom. Odlično. Gospod Švagan, tudi k vam seveda pride prijatelj iz tujine. Kam ga boste v Zagorju vse peljali? Ja, jaz večinoma jih peljem v Medijske Toplice, ker pokažem, kakšno sramoto lahko naredi država, kakšno sramoto lahko naredijo tajkuni, ki ne odgovarjajo, na koncu je najbolj odgovorni župan, ki pri tem nič ne more, ker je to prava sramota. Ampak šalo na stran, kam boste peljali prijatelja? Ne, to ni šalo na stran, to je resnica. Sam pa lahko rečem, da ga peljem po hribih, seveda pa ravno pred časom sem ga peljal tudi prijatelja na Čemšeniško planino, kjer sem mu povedal, da tukaj bomo postavili najvišji stolp v Zasavju, kjer bo pogled na celotno Savinjsko oziroma tako da
Drugače pa imamo lepote, imamo gostilne, tako da vsak kotiček v Zagorju. Imamo tudi muzej, kjer mu predstavim našo preteklost, da lahko ustvarjamo sedanjost in prihodnost. Okay. Še gospod Jelševar, tudi vi imate poleg prijateljev precej poslovnih partnerjev, ki ste jih zagotovo že kje po Zagorju peljali. Kam? Ja, dejansko kam ga češ drugam peljati v Zagorju, kot v neke naše hribe, ki so prelepi. Samo Zagorje je pa žal zelo, zelo slabo turistično, da bi se s kom ponašal, razno mogoče z muzejem, ki je neka minimalna rudarska dediščina, drugače ga pa v Zagorju nimaš kam peljati. Zato imamo mi tudi kar neke programe, kjer bi ta turizem bilo potrebno živeti, da nam ne bi bilo narodno pa študirati, kam pa lahko našega prijatelja peljem. Razno hribe, jasno, te pa so res lepi hribi v Zasavski. Torej, na turističnem področju bo še kar precej za postoriti. Tudi projekt v Tri Krasne je le črka na papirju. Gospod Železnik, na soočenju pred 4 leti ste dejali, da bi morali preko nevladnih organizacij promovirati občino in da nujno rabimo boljšo blagovno znamko. Kaj se je zgodilo od takrat? Ste kakšno od teh stvari predlagali na občinskem svetu oziroma ste v stranki storili kaj v tej smeri? Ne. Zelo iskreno. Iskreno, ja. Dobro ste rekli, črka na papirju, ja. Mislim, da je to ena izmed tematik, ko se zdaj ponavlja že kar nekaj mandatov, pa se ne premaknemo z neke točke. Zdaj, navadno je tako, če želiš turizem gojiti, potem potrebuješ prenočišča. Prenočišč v občini Zagorje praktično z izjemo par dni, kar pomeni, da so to lahko zgolj neke enodnevne atrakcije, katere smo že pač našteli. In jaz mislim, da dokler občina ne bo res poskrbela, da bo... Kaj pa konkretno lahko občina stori? Tle jaz mislim, da razen nekega kmečkega turizma in pa promocije hribov, potem kolesarskega turizma, lahko bore malo. Zdaj, nekega masovnega turizma v Zagorju pač ne bomo mogli imeti. Se turizem ni samo masovni, a ne? Ja, tako. Ampak, ja, promocija, recimo informativna tabla na železniški postaji, zdaj vprašanje, koliko tujcev pride z vlakom, potem informativna postaja tabla mogoče na Trojanah, neka spletna stran, ki promovira posamezne turistične znamenitosti za Zasavje. To je v bistvu že narejeno. Ja, tako, ampak, gledajte, mislim, da tople vode na tem področju bomo zelo težko odkrili. Gospod Švagan je že pokazal s prstom na Medijske toplice, ki so vroča tema najmanj vsake 4 leta. Tudi gospod Jelševar bo nekaj o tej temi potem povedal, sklepam oziroma upam. Vi ste pred časom, gospod Švagan, dejali, da če boste še enkrat izvoljeni, tokrat bo pa res čas, da se nekaj uredi z Medijskimi toplicami. Kaj pa? Ja, čas bo, kajti sedaj je dražba, mislim, da je okrog 70 000 evrov za nakup medijskih toplic, ker to prodajajo lastniki, to so banke in pa DUTB. Scena bo takšna, da bo na koncu prišel lastnik, ki bo nekaj s tem naredil, seveda bo moral vložiti tudi več 100 000 evrov, da bo objekt porušil, kar se tiče hotela, to je pač strokovna ocena. Mi smo imeli ogromno ugledov, žal je pa tukaj toliko odprtih vprašanj, da te investicije nihče ni želel vzeti kot svoje. In dokler ne bojo medijske toplice rešene, marsikdo pride v Zagorje prav, občina je super, ljudje so prijazni, ampak dokler ne bo trdili medijskih toplic, ampak vemo, da občina tukaj ne more, da župan ne more, težko govorite o kakšnem velikem turizmu, imamo pa mi namen narediti kolesarsko stezo od Zagorja do Trojan, dela se tudi projekt odstavnega pasu na Trojanah. Torej, konkretne rešitve za same medijske toplice ni? Še? Če bi imel rešitev, bi bil danes mogoče predsednik kakšne države. Jo danes ekskluzivno predstavili tudi, a ne? Tako, vsekakor. To je moja želja in mislim, da je želja vseh občank in občanov Zagorja, ki so tudi včasih samo prispevkam vlagali v ta objekt. Gospod Jelševar, pa mislim, da v vaši stranki imate konkretne ideje za medijske, sicer ni to konkretna rešitev, ker še vedno se mora najti nekdo, ki bo, pa vseeno, na kratko, kako vidite rešitev medijskih toplic? Ja, takole je, lejte,
Medijske toplice bi bile mogoče že prodane, če bi bilo za to tudi izpolnjen en tak minimalni pogoj. Mi vsi vemo, da te medijske toplice, ta prostor, ki je namenjen tem medijskim toplicam, je zelo, zelo, zelo premajhen. In zato investitorji nimajo interesa, da bi tam na tem področju gradili neko novo zadevo. Mi moramo, občina Zagorje mora povečati zemljišče, povečati krog te možnosti izvajanja in širjenja medijskih toplic, ker le na ta način bomo dobili resnega investitorja, ki bo hotel graditi na tem področju resnično neki hotelski kompleks z neko dobrim bazenom in tako naprej. Mi smo bili že pred časom, oziroma občina je bila pred časom že omejena z tem parking prostorom, z tem. Dejansko smo vedeli, da dejansko torej povečati prostor okrog... Absolutno nov ureditven načrt, prostorski akt izdelati. Ste pa sedeli tudi v občinskem svetu. Ste kaj od tega predlagali na občinskem svetu oziroma izpostavili? No, zdaj konkretno se ne spomnim, da ne bi kdo rekel, ja ali ne, govorili smo mnogo stvari, predlagali mnogo rešitev, ampak ni nujno, da smo se zdaj v tem pogovarjali. Jaz trdim, da je potrebno ponuditi mikavno rešitev za nakup medijskih toplic, to pa je, da se jim ponudi širši prostor, kjer bo se lahko res razširilo pa izdelalo ta pravo center za turistični center. Kako pa lahko občina to razširi, mogoče pojasnite? No, jaz z ureditvenim načrtom se da vse urediti, ne? Da če se razširi, jasno, da nekateri so tudi lastniki tistih, bom rekel, parcel, ampak potrebno jih animirati z pravilno animacijo, pa s pravilnim denarjem vse gre, ne? Gospod Švagan, želeli ste še odgovoriti? Odgovoril bi sam gospodu Ješvarju, da takšen ureditven načrt smo sprejeli na občinskem svetu, ker je kompletno od bloka, kjer stanujem, do medijskih toplic in celotno področje je z ureditvenim načrtom urejeno kot zdravilišče, kot kompleks turističnega značaja, tako da je z dokumenti to vse urejeno. Gospod Jelšvar, če še želite? Samo sprašujem, pa se to nudi potencialnemu kupcu ali se mu uradno ne nudi? Ker to je bistvena zadeva. Ali se mu nudi samo tisti ozki kompleks, da občina pristopila k, bom rekel, sodelovanju z prodajalcem, da dejansko kupi, da ima možnost večjega površine. To je javni dokument, mi vsakega o tem obvestimo, vsak je seznanjen. Ko so se medijske toplice v 21 leta otvarjale, je bil kompletni projekt že narejen z dodatnimi spalnimi kapacitetami na brežini bazena in pa tudi, kot sem rekel, do bloka, je pa seveda tudi tukaj privatno zemljišče, kjer bo potrebno potem vsekakor soglasje in pa nakup tega. Občina je pa storila vse in vsakega tudi seznanimo s tem. V redu, pa nadaljujemo in sicer s kmetijstvom. Pogosto pozabljamo na kmetije, zasavske, zagorske kmetije. Veliko imamo v Zagorju tudi zaposlenih v kmetijstvu. Gospod Železnik, spet vas sem našla, poslušala sem vas na soočenju pred 4 leti in sicer rekli ste, da prav gotovo je določena perspektiva ravno v kmetijstvu. Pa kar vi začnite na tej točki. Ja, zdaj ne, to je tako. Zdaj, vkolikor bi želeli vsako stvar spodbujati, potrebujemo neko enormno količino denarja. Zagotovo pa lahko spodbujamo mlade za prevzem kmetij strani nekih mladih, zato da bi ostali. Mogoče, če bi se navezal še prej nazaj, pomembno je, da ljudje ostanejo v Zagorju, tudi več povprečnine dobimo za vsako glavo, ki je v Zagorju, tudi če pridejo sem. Zdaj, zakaj bi mogoče nekdo se preselil v Zagorje? Če mu omogočimo, da je oproščen plačila komunalnega prispevka, bo mogoče raje hišo gradil v Zasavju. Ampak zdaj smo pri kmetijstvu. Ja, ampak se lahko na kmetiji, oziroma tudi če prevzame kmetijo, ga oprostimo nekih dajatov, mu damo dodatno subvencijo. Občina lahko daje dodatne subvencije, je pa res, da je omejena s financami. Če bomo to počeli, potem nam bo zbankali nekje drugje. In populistično bi bilo vse povprek obljubljati neke neomejena sredstva, ki jih bomo dali. To vemo, da pač ne bo šlo. Je pa res, da je željat, kot sem že na začetku rekel, je ogromno. Potem so neke spodbude za razvoj dodatnih dejavnosti, mogoče, ne vem,
organizacija, pred leti je bilo sicer to v privatni domeni, Kmečka ohcet je bila zelo dobro obiskana, mogoče to je še tema turizma, ampak kakorkoli povezana s tem. Povezava. Tako, drugače pa, glejte, ne vem, lahko občina nameni tudi konkretno nekaj stojnic na zagorski tržnici brezplačno, kjer lahko kmeti predstavljajo oziroma prodajajo svoje izdelke in tako, ampak to so majhne spodbude. Prav o tem ste vsi štirje že govorili točno 4 leta nazaj, tako kot sem omenila, sem si danes pogledala soočenja pred 4 leti in točno to je bila tema. Pa gospod Jelševar, bom vas vprašala, greste kdaj ob sobotah na tržnico, kupujete zagorsko domače oziroma je možno to dobiti? Ja, grem, ampak moram povedati, da moja žena pridela doma toliko vseh teh povrtnin, da mi ni treba hoditi na tržnico in smo samooskrbni. Tako da, ja, kar pa potrebujem, grem pa na tržnico. Rad bi pa sam to poudaril. Na leto v Zagorju propade od 10 do 20 kmetij. To je zastrašujoče, pa če pustimo potem cela Slovenija, koliko to. Faktorjev je sigurno več, ni samo eden. So vse ostale, ampak sigurno je tudi mladi odhajajo iz tega. Spet iščemo danes rešitve. Rešitev je ta, da, gledajte, naš poslanec v Evropskem parlamentu je dobil to nalogo in tudi sredstva iz Evrope, kjer dejansko po slovenskih občinah, po slovenskih krajih širi misel pametne vasi. In moram reči, da je že do sedaj preko 50 teh mest ali pa občin obiskal in jim širi idejo, kako prinesti v zaselke, v vasi vse tiste zadeve, katere imajo v mestih. Govorimo o raznih digitalnih dostopih in podobnih stvareh. Vse te zgodbe, pa jih lahko naštejem, pa ni časa. In enostavno, če ne bomo mi prišli do tega, da bomo imeli na podeželju podobne, bom rekel, možnosti, kot jih imamo v mestih, se bojo vasi krčile in takrat bojo vasi še vedno propadale. Gospod Švagan, takrat, torej pred 4 leti ste omenili, da na tržnici za nekaj drobiža lahko nekdo najame stojnico in tam potem prodaja sadje, zelenjavo, vse, kar pridela doma. Ali ocenjujete, da je dovolj tega na naši zagorski tržnici ali ne? No, občina nudi brezplačno prostor zagorskim, zasavskim kmetom, da prodajajo svoje pridelke. Občina je bila med prvimi, ki je tudi dala apel javnim zavodom, da kupujejo od domačih zagorskih pridelovalcev. Če javni zavodi namenijo okrog 600 000 evrov za prehrano, 10% od teh sredstev se nameni prehrani pridelano iz naše doline. Seveda je največji problem, glede na konfiguracijo tal, da ne more zagotavljati tisto prehrano v narekovajih 365 dni, tako da to spodbujamo. Mi tudi namenjamo kot redka občina več 10 000 evrov za obnovo gospodarskih poslopij in tudi, če kdo zgradi nov objekt, ga oprostimo 5 let iz naslova nadomestila uporabnega stavbnega zemljišča, oziroma znano je, da na kmetijskih področjih tega ne pobiramo. Gospod Simončič, potem pa še nadaljujemo. Jaz sem vrnil zdaj en korak nazaj na Izlake. Ne, gospod Simončič, se opravičujem, ampak smo pri kmetijah in ne bomo bom naprej vprašala. Gospod Simončič, ne bomo. Šli bomo naprej. Sladoleda čez vitrino ne moreš lizati, ne moreš pa... Prosim vas za kulturo, jaz vodim tale pogovor, ne vi, zato prosim, da upoštevate pravila, tako kot i vsi ostali kandidati. Da smo se pogovarjali o eni nepremičnini, ki je v lasti bank in ni v lasti občine. Gospod Simončič, ampak osnovna kultura tistega, ki vodi eno zadevo, je ta, da jo vodi. Zdaj pa glede kmetijstva bom pa rekel to. Mi imamo tale zasavski ceros, ki menda med drugim proizvaja tudi humus, ki je primerjen za gojenje zelenjave oziroma za vrtičkanje. In sem predlagal vertikalne grede. Sicer sem predlagal malo tako, pač da tale naše vzletišče spremenimo v toplo gredo. Ampak v Zagorju so še druge površine in tako lahko naredimo podjetje, ki bo zaposlilo tiste težko zaposljive. Dobro, nadaljujemo, še vedno smo na tržnici.
Prosim, gospod Simončič, da se držite, tako kot ostali, ko zaključimo eno debato, gremo naprej. Gospod Švagan, bova midva nadaljevala in sicer tržnica in sobota. Občani so nam poslali, da je stanje ob sobotnih jutrih okrog tržnice nevzdržno, da so avtomobili parkirani po gredicah, po zelenicah, vse povsod. Tisti, ki hodijo peš, pa v bistvu samo čakajo, ali jih bo kdo povozil ali ne. Že prej je nekdo, ne vem sicer kdo, omenil garažno hišo. Kaj bi bila rešitev za tržnico, sploh ob sobotah, pa mislim, da tudi ostale dni je tam na tem območju težava? Kritika je popolnoma na mestu in je tudi sprejemam in je v tem trenutku nerešljiva. Mi smo hoteli zgraditi garažno hišo med zdravstvenim domom in med šolo. Žal ni bilo soglasje najbližjih sosedov, seveda je pa to investicija, ki znaša več milijonov evrov. Pa kaj bi lahko bila torej rešitev? Rešitev bi bila parkirna hiša, ko bo občina tako bogata, da bo lahko zgradila parkirno hišo in zagotovila parkirna mesta. Kaj pa vsaj začasna rešitev? Začasna rešitev, ki pa ne bila najbolj popularna, da bi poslal redarja, pobral denar, napolnil občinski proračun, seveda pa drug dan lahko kot župan, kar za nekaj dni se zapreš v kakšno drugo sobano, ker bodo pritožbe zelo pogoste. Ker vemo, kakšna je reakcija, ko že nekdo dobi, če parkira na mesto za invalide, pa mu je nepojmljivo, da mu redar da listek, ampak tukaj je vse v navadah ali pa bi rekel čisto, kako na kakšen način spoštuješ prometne predpise. Gospod Željko, kakšna bi bila vaša rešitev za območje okoli tržnice, predvsem ob vikendih? Greš peš ali pa parkiraš 100 metrov stran. Pa tudi bolj ekološko. Torej, če nadaljujemo, prebivalstvo, gospod Jelševar, se opravičujem, še na kratko, potem pa tudi nadaljujemo. Ja, to je druga, sigurno najbolj akutna problematika občine Zagorje. Jaz sem večkrat predlagal, tudi županu, prvo, pa ni tržnica najbolj problematična. Najbolj problematično je okolje okrog zdravstvenega doma, ker dejansko bolnik ne more parkirati avtomobila blizu tega in mora narediti najmanj 3 kroge, da najde parkirišče. Jaz sem predlagal, absolutno je potrebno, ne izgovarjamo se na denar, na karkoli, parkirna hiša bi bila lahko zgrajena z javnim zasebnim partnerstvom, ljudem okrog tržnice bi mogli ponuditi parkirišča, tako kot jih ponujajo v Ljubljani, kot jih ponujamo vse povsod, tega tudi poskusili nismo v Zagorju. To je rešitev. Rešitev je parkirna hiša, kjer bi lahko ta mirujoči promet, ki je sedaj... Kje pa bi stala ta parkirna hiša? So dve možnosti. Ena, jaz mislim, da bi bila pri zdravstvenem domu, druga bi bila pa tam, kjer tudi... Vse to so vse načrtovane zadeve. Ena bi bila pa na parkirišču pred tržnico. Naslednja stvar, ki pa tudi jo že par let govorim, pa si jo župan ne upa ugrizniti, pa če bom jaz župan bom, ne, absolutno je treba v Zagorju urediti modre cone. Absolutno modre cone, kjer so vse posod po Sloveniji, pa ne samo po Sloveniji, po svetu, samo v Zagorju jih ni. Gospod župan, izzvani ste bili, ker izvolite. Kar se tiče zdravstvenega doma, mi bomo v naslednjih tednih ta projekt izpeljali, kar pomeni, da bo ura, kjer bo omejeno parkiranje, da ima vsak možnost priti v zdravstveni dom z namenom obiska zdravstvenega doma, ne da so avtomobili nekaj dni ali tednov na istem mestu in to bomo uredili, prav tako tudi del modrih con in župan se tega ne boji in to bomo tudi naredili in storili. Torej ste ravno kar obljubili modre cone v okolici zdravstvenega doma, če prav razumem. Tako je, verjetno jih mora še potrditi občinski svet. Projekt je pripravljen in v naslednjih dnevih oziroma tednih, če bojo vremenski pogoji primerni, bomo to tudi izpolnili. Ne rabite potrditve občinskega sveta v tem primeru? Ne, komisija za promet to potrjuje. Gospod Simončič, še nekaj ste želeli? Jaz pa mislim, da je bilo to slabo načrtovanje in samo organiziranje tekočega in tega mirujočega prometa. Gospod župan nas je od te problematike vse 4 leta lepo odračal, da bo to rešitev celostnega razvojnega prometa. Kaj pa je potem po vašem rešitev?
Vsekakor okrog zdravstvenega doma, rampa in brezplačno parkiranje za te, ki obiščejo zdravstveni dom, ker če si bolan, si rad čim bliže, da čim manj hodiš peš. Kar se tiče pa same tržnice, pa pač urbanistično nimamo kam stlačiti, razen tukaj je ploščad, ki ni izkoriščena, bi bila lahko podzemna garaža, potem je pa še nekaj prostora nad delavskim domom, kjer bi se tudi lahko uredile garaže v stropih. Bralci so nas tudi upozorili še na eno temo, ki jih moti oziroma jo čakajo, in sicer pasji poligon. Kdo bo začel, tokrat lahko izberete sami, ali je v Zagorju prostor, ali je predvideno, kje naj bi le ta bil, oziroma kakšna ideja na to temo. Gospod Jelševar, pa bom kar vas. Imam psa doma, sam zdaj za poligon ne vem. Pasji poligon, jaz mislim, da že obstaja, sej. Tisti, ki se ukvarjajo z temi dresurami in s temi zadevami, točno govoriva o kinološko društvo Zagorje, ker ta stvar obstaja. Jaz mislim, da več poligonov za pse pa ni treba, da jih imamo v Zagorju, no? To je moje mnenje. Mislim, da je bolj mišljeno kot pasji park, kot ta poligon v kinološkem društvu. Gospod Železnik, mogoče pa še vi nadaljujete, nekaj sta se z gospodom županom pogovarjala. Ne, v bistvu je bila ista pač glede kinološkega društva. Predvidevam, da je šlo za pasji park. To gre za neko ograjeno območje, ki je namenjeno psom, pasjeljubcem in so dejansko omaknjeni in ločeni od ostalih obiskovalcev nekega parka. Čebinov travnik v Kisovcu. Torej imamo rešitev za Čebinov travnik. Pa zaključujemo počasi, in sicer prebivalstvo se stara in število tudi upada. Ne glede na to, da ste Zagorjani Trboveljčane prehiteli za slabih 500 prebivalcev, mladi se odseljujejo, nekaj o tem smo že govorili, kako zadržati mlade v občini. Bodimo, prosim, konkretni, to je zadnje vprašanje, kakšna rešitev, da mladi ostanejo v občini? Poleg tega, da je klima ugodna, da je super, da je fajn, da je vsega več in boljše. Gospod Železnik, boste začeli. Ja, to pa je konkretna tema, ki jo imamo zapisano pod prvo točko, in sicer oprostitev pač plačila prispevkov v primeru novogradnje, adaptacij za mlade družine, medtem ko prav vse bi oprostili plačevanja komunalnih prispevkov za novogradnjo. Torej za novograditelje rešitev, a ne? Gospod Švagan? Vsekakor na nacionalnem nivoju več narediti, da mladi ostajajo v Sloveniji. Seveda to zmanjšuje tudi število mladih v naši občini, ki prav tako odhajajo v tujino. Jaz lahko obljubim, da bomo ustvarili še naprej optimizem, zagotavljali vsem staršem brezplačno predšolsko vzgojo, zagotavljali prostore, odpirali nove vrtce. To je pomembno za socializacijo, za upravljanje svojih obveznosti. Sedaj je 50% migracija izven občine, to je problem. Seveda sem pa najbolj zadovoljen, da število prebivalstva je pa stabilno. Nujno potrebno pa je, in bomo tudi storili, zgradili več 10 stanovanj za mlade družine. Tega primanjkuje. Govoriva o Kisovcu? Govorimo o Kisovcu in tudi na lokaciji v centru občine Zagorje ob Savi. Samo da vas še ostavim, dejali ste brezplačno predšolsko vzgojo za vse otroke, verjetno ste mislili subvencionirano. Subvencionirano, to pomeni, da odpiramo tudi nove oddelke. Če imaš ti čakalno vrsto otrok v občini, pomeni, da privarčuješ v občinskem proračunu. Mi smo dali pred 10 leti 1,1 milijon evrov za predšolsko vzgojo, sedaj damo 2,2 milijona evrov. Povedal sem pa že, koliko manj preplačnine dobimo, imamo manj za investicije, ampak odločili smo se, da vlagamo v vrtce, in mi smo tudi odprli kot ena redkih občin vrtec v Čemšeniku. Nismo zapirali područnih šol in to je tisto, kar nam daje. To so ukrepi, ki zadržujejo. To so ukrepi, ki zadržujejo, in to je tudi v programu Zagorje gre naprej, skrb za človeka in naravo. Gospod Simončič, kakšni so vaši ukrepi oziroma bi bili, če boste župan? Glejte, večino tega je že zamujenega. 20 let županovanja. Zakaj pa potem kandidirate?
20 let županovanja ene in iste opcije. Tukaj pač vidimo, kakšno je stanje, vidimo, če ne bomo izboljšali kakovost bivanja, potem problem so plače, ki so nizke. Ampak kaj lahko vi kot župan storite, da bi mladi ostali v občini? Zelo preprosto vprašanje. Praktično nič, razen da ustrezne strukture povabim nekako skupaj, da se usedemo in naredimo nek razvojni, dolgoročni plan in se ga držimo. Dobro. Gospod Jelševar, mogoče kakšne bolj konkretne rešitve? No, jaz konkretne rešitve imam. Mislim, da jih je že tudi Matjaž zdaj na nizu. Jaz moram reči, da karkoli zelo dobra zadeva, kar se je v Zagorju v preteklosti dogajala, je sigurno to, da imamo dost močne kapacitete vrtcev. To se reče, da z mladimi, ki bi ostali v Zagorju, ne bi bilo problema pri predšolskih otrocih. Ampak ja, pogoj je pa stanovanja, to se reče, absolutno je potrebno iti na gradnjo neprofitnih stanovanj, da bojo mladi imeli kam iti. To je ena zadeva, druga pa gospodarstvo. Če gospodarstva v občini Zagorje ne bo, bodo mladi odhajali. To se reče, jaz se bom trudil, da se gospodarstvo v Zagorju krepi in potem bodo tudi mladi tle ostajali. Najlepša hvala vsem štirim, kar lahko zatrdim, kaj je enako vsem štirim, da želite vse najboljše za občino Zagorje, za občane. To zagotovo vedo tudi ljudje v publiki, ki so vas prišli podpreti, ki so prišli pogledati, kaj imate danes zapovedati. Nekaj tem smo se dotaknili, nekaj se jih nažalost nismo mogli. Najlepša hvala tudi vsem gledalcem, ki nas spremljate preko ekranov v povezavi v živo. Se pa vidimo jutri še v Hrastniku, v četrtek še v Trbovljah, do takrat pa srečno.